vsaka nagrada, ki jo podjetje dobi za karkoli pravzaprav, je za podjetje velikega pomena. Nekatere nagrade so pač za neke določene dejavnosti, druge nagrade so pač za celotno našo gospodarsko dejavnost. In ta nagrada je ena od tistih, ki nagrajuje celotno gospodarsko dejavnost nekega podjetja, predvsem pa tudi posebne, bi rekel, s poudarkom na posebnih dejavnosti, ki jih ima podjetje, pa na posebnih kvalitetah, ki jih ima podjetje. In seveda, ker je to tudi nagrada, bi rekel, neke tuje organizacije, ki je sicer tudi z domicilom v Sloveniji, je to še posebej velikoredno. Mislim, da na to nagrado smo ponosni, to nagrado cenimo, smo jo dali tudi na našo spletno stran, da vsi vidijo, da smo jo dobili, in je skratka v ponos. Ja, zdaj bi težko rekli, da je kaj zelo posebej vplivalo na naše delo. Mi smo že pač za kakovost našega dela smo že dobili to nagrado, tako da sama nagrada na samo kakovost našega dela ni imela kakšnega zelo velikega vpliva. Sem pa prepričan, da je to kdo tudi opazil zunaj, predvsem, ker imamo zelo veliko partnerjev iz različnih držav in mislim, da če dobiš nagrado nemškega gospodarstva, to nekaj pomeni. Nemško gospodarstvo v Evropi ima zelo veliko težo, pa tudi seveda v svetu, ne glede na težave, ki jih zadnje čase opažamo, ampak te težave opažamo povsod po Evropi, pa tudi v celem svetu. In moram reči, da, tako kot sem rekel, sem prepričan, da je kdo opazil in smo zaradi tega dobili kakšen plus pri kakšnem od naših partnerjev. Nagrada je izpostavila več naših dosežkov, ki so pa vsi povezani z ljudmi, pravzaprav, bodisi z ljudmi kot zaposleni, bodisi z ljudmi kot naše stranke. Trudimo se že ves čas našega obstoja in ravno pred nekaj dnevi je eden od mojih sodelavcev omenil, da smo že pred 35 leti ali 36 leti začeli piti vodo iz pipe in ne iz plastenk, kar je še zmeraj v Sloveniji običaj, pa čeprav imamo izredno dobro vodo. No, in tako smo se ves čas obnašali, bi rekel, ekološko, skušamo biti čim bolj naravi prijazni, skušamo na ta način tudi delati z ljudmi. To se pravi, da smo do ljudi prijazni, bodisi da so to zaposleni, bodisi da so to stranke, da smo korektni do njih, da poskušamo delati stvari skupaj. No, jaz mislim, da je en velik del te nagrade šlo ravno v tej smeri. To se pravi, kako delamo z našimi ljudmi, kako delamo s strankami. In mislim, da smo tukaj res eni od boljših v Sloveniji na tem področju. Ne nazadnje smo v zadnjih letih ugotovili, da smo pravzaprav kot podjetje naravi odvzeli en velik del, bi rekel, gozda, zemlje, travnikov, na njih smo postavili svojo stavbo in smo vsaj na tistih delih, kjer je ostala možnost narave take, kot je, pustili naravi, da sama določa, kaj bo in kako bo z njo. Trave ne kosimo, drevje sicer obrezujemo tisti del, ki je nevaren, sicer ga pa pustimo tako, kot je. Na drevesa smo namestili tudi ptičnice, tako da imajo ptice možnost gnezdenja, skratka, da jim vsaj na nek način olajšamo tisto, kar smo jim sicer odvzeli. Druga stvar je, ki je pa pravzaprav za nas, za našo dejavnost najbolj pomembna, je pa ta, da prinašamo zdravila ne samo v Sloveniji, tudi v celi vzhodnji Evropi, pa centralni Evropi, od, bi rekel, Romunije na eni strani do Avstrije na drugi in na sever do Estonije. V vsem tem področju prinašamo bolnikom zdravila, ki jih sicer verjetno ne bi dobili ali pa bi jih dobili šele čez nekaj let. Mi se pa potrudimo, da prepričamo proizvajalce, ki bi se sicer za te
teritorije zaradi njihove majhnosti in kompleksnosti odločili šele bistveno kasneje, jih prepričamo skratka, da nam zaupajo trženje teh zdravil in distribucijo in mi to potem tukaj delamo, s tem torej olajšamo pacientom, bolnikom zdravljenje, včasih tudi kakšno smrt preprečimo, kar nam je seveda v veliko zadovoljstvo. Ja, ravno mislim, da nagrada izpostavlja predvsem delo z ljudmi, delo s strankami in delo z naravo. Mislim, da te 3 točke so ključne. In mislim, da tukaj smo dosegli neuspehe, da jih dosegamo že prav dolg časa, dolg let na tem delamo. Konec koncev smo na tem svetu že kot podjetje Medis 37 let in je to že kar neko obdobje. Jaz mislim, da iz 2 razlogov. Prvič je to ugledna nagrada sama po sebi in vsakemu podjetju, ki tako nagrado dobi, je to lahko v čast. To pomeni, da je neka zunanja inštitucija prepoznala kvaliteto dela tega podjetja. In drugo, kar je na nek način seveda s tem tudi povezano, je, vstopimo v nek prostor, v neko primerjavo z drugimi podjetji in vidimo, kje smo. A smo res boljši na nekaterih področjih, ali o tem samo razmišljamo, pa še nismo dosegli take stopnje kvalitete dela, da bi nas lahko nekdo posebej nagradil. Tako da iz teh 2 zornih kotov mislim, da je zelo, zelo primerno se prijaviti na ta razpis. Hkrati pa seveda vsaka nagrada prinese neko novo kvaliteto podjetju, neko dodatno čast in tudi seveda s tem en določen ponos podjetju, da lahko reče, ja, res smo dobri.